Beletrina v živo. Dober dan. Danes predstavljamo novi prevod romana Mladenič Fjodorja Mihajloviča Dostojevskega. Podpisuje ga Urša Zabukovec. Urša, lepo pozdravljena. Zdravo. Torej, med velikimi romani, ki jih je Dostojevski napisal po letu 1864, ni bila usoda naklonjena praktično samo Mladeniču. Zakaj velja ta roman praviloma za njegovo obrobno delo? Ja, to sem se tudi jaz že večkrat spraševala, pravzaprav nimam enega pravilnega odgovora. Zdi se mi pa, da je vezano predvsem na strukturo romana. Dostojevski je recimo hotel te romanu naslov Kaos oziroma Nered, o tem bomo mogoče pozneje še kaj povedali. In res je roman zelo kaotičen, ne? Na to glavno nit, ki si jo je on zamislil, recimo na preobrazbo neke mladostne, neke mladeniške duše v neko bolj zrelo osebnost, na to glavno nit se potem vežejo še najrazličnejše druge teme in podteme in roman dejansko deluje kaotično. Roman v bistvu velja za del peteroknjižja, ampak nekako, ko si ga recimo nek splošen bralec poskuša te naslove nekako našteje praviloma zgolj 4. Ja, to je res. Velikokrat vidimo tudi v splemnih besedah ali pa v študijah omenjeno peteroknjižje, potem pa oklepajo samo 4 romane. Zločin in kazen, Besi, Idiot in Bratje Karamazovi, ja. Ja, jaz mislim pač, da gre prav za to, da ta shema, glavna shema preobrazbe, neke metanoje glavnega junaka, ki je osnova vseh romanov Dostojevskega, bolj ali manj, pač tukaj ne pride toliko do izraza, ne. Ampak mnogi so menili, da Mladenič sicer ni enovito zasnovan, niti umetniško do konca izdelan, ampak da je v njem mogoče slutiti to genialnost Dostojevskega. Kje si ti to kot prevajalka recimo videla? Mladenič združuje pravzaprav vse teme, ampak od teh tem nobena ni čisto do konca razvita, ne? Imamo to pač glavno temo, te preobrazbe junaka, potem imamo temo Rusije in Evrope, ki je obsedala Dostojevskega vse življenje, ampak jo je posneje razvil predvsem v dnevniku pisatelja. Potem imamo tudi malo kriminalne teme, potem imamo teme tega greha, človeške duše, širine človeške duše, potem imamo tudi ta pravoslavni lik, recimo Makar Dolgoruki, ki je pač religiozni romar. Vse te teme so zastopane, vse glavne teme Dostojevskega, ampak nobena ne izstopa, recimo, ne? Nobena ni res glavna izstopajoča, recimo, ne? Ampak recimo nek opis oziroma oznaka tega romana kot Bildungsroman ali pa družinska saga bi držala? Bi držala, ja. Dostojevski je hotel na vsak način opisati tako imenovano naključno družino. Se pravi, nefunkcionalno družino. Družino, kjer je otrok... Dostojevski je recimo mislil, da je problem Rusije, problem cele njegove generacije je ta izkoreninjenost, ne? In on je potem v tem romanu hotel to pokazati na neki minimalni, miniaturni ravni, se pravi na družinski ravni, ne? Kako se to dejansko dogaja, ko se otrok rodi v neko destrukturirano družino in nima nekega mentorja, ki bi mu recimo predal tradicijo, ki bi mu v smislu njegovo identiteto, ne, ki bi mu povedal, kdo je, mu dal neko svojo zgodovino, družinsko zgodovino, zgodovino svojega naroda, da bi ta človek potem lahko na nek zdrav način usvajal neke novitete, ki prihajajo iz sveta, ne. To je pač problem teh generacij, ki jih je Dostojevski pač obdeloval v vseh romanih, predvsem v Besih recimo. Kako je generacija 40 let nekih idealistov, se pravi liberalcev, idealistov, ki so bili utrgani od svoje tradicije, vzgojila generacijo nihilistov. To so pa v Besih, ne, recimo te revolucionarji. Tu v Mladeniču imamo pa že mogoče malo nasprotno, ki generacija nihilistov vzgoji nove idealiste, ne. Se pravi, da generacija, ki je utrgana od realnosti, vzgaja novo generacijo utrgano od realnosti in tako naprej, ne. Če se še čisto malo nekako se osredotočiva na to recepcijo v tistem njegovem času. Turgenev je denimo dejal, da ko je prebiral roman, da ima občutek, da gre za kiselkasto godljo in psihološko samovšečnost. Po drugi strani pa je Dostojevski v dnevniku pisatelja, ki si ga že omenila in ki ga imamo tudi v slovenskem prevodu, o Mladeniču zapisal tole: Ko so me povabili, naj napišem roman za revijo Domovinski zapiski, kjer je tudi izhajal, sem že skoraj začel pisati svoje očete in sinove, a sem se, hvala Bogu, zadržal.
Zaenkrat sem napisal le Mladeniča. Se pravi, oba sta, Turgenev in Dostojevski v Mladeniču sta nekako risala drug svet. Ja, absolutno. Tukaj je pomembno še odnos med Turgenevom in Dostojevskim, ki se nista marala. Turgenev je živel veliko časa na Zahodu, on je bil liberalec in zahodnjak, Dostojevski pa je bil pač Rus in patriot in tako naprej. Ne? In Dostojevski je recimo nekoč rekel, ko je bral romane Turgeneva, je rekel, njemu bi mogli pač teleskop kupiti, da bi lahko iz Evrope sploh videl, kaj se v Rusiji dogaja, ker nima pojma. Ne? In ta njegova izjava iz Dnevnega pisatelja se mi zdi, da lahko razumemo nekoliko ironično v smislu. Veliki Turgenev je napisal Očete in sinove, jaz ubogi Dostojevski pa samo Mladeniča, ne? Na nek način. Je pa to še druga stvar tukaj pomembna, ki si omenila, da ni bil samo Turgenev, ki je na ta način dojemal dela Dostojevskega. To je bila neko splošno vzdušje, neka splošna recepcija Dostojevskega, ker Dostojevski je opisoval drugačen svet. On je to sam tudi pisal v to istem dnevniku, se mi zdi, da recimo Gončarov, Tolstoj, te ljudje pišejo svet, ki ga ni več. Te ljudje pišejo neko star aristokratski svet, neko kmečko idilo, veleposestniško. Mladenič je bil pa proti okusu tiste dobe. Absolutno. Dostojevski pa rekel, tega sveta ni več. Tega sveta ni več, se s tem se je zrušil, ker se je dejansko zrušil od prava tlačanstva v 60 letih. Se pravi, ni bilo več tega te aristokracije, ni imela več te svoje pozicije. To tudi v romanu Mladeniču zelo jasno pokaže finančen zlom, moralen propad, totalna dekadenca na vseh ravneh te aristokracije in rojevanje tega novega podtalnega človeka. Dostojevski je rekel, jaz sem prvi pokazal in opisal podtalnega človeka v naši literaturi. Drugi pisatelji ga sploh zaznali niso tega problema, tega novega pojava na naši ruski sceni. Ampak predvsem je hotel napisati roman o Mladeniču, ki živi v neki kaotični dejanskosti tukaj in zdaj in ne v neki historično odmaknjeni, skratka neki plemiški idili. Tako da v tem smislu je bil tudi nek poskus koraka stran. Ja, absolutno. V bistvu se na ta način lahko gledamo na romane Dostojevskega kot na neke eksperimente. On je rekel, jaz ne opisujem nekega življenja, ki je okamnelo, ki ga samo opisujem, kjer so stvari jasne. Tukaj je tekoča dejanskost, se pravi, dejanskost, ki teče, ki ni ulovljiva, ki nima strukture, ampak naš namen je opisati to, usmisliti to tekočo dejanskost in to je najtežje, zaradi tega, ker imamo največjo možnost zmote, napake in zablode. In hkrati, kar si ti že na začetku nakazala, glavni lik Arkadij je skratka ni junak nekega starega patriarhalnega družinskega okolja, ampak kar je ključno, pripadnik neke naključne družine, ki v bistvu nima mentorja in to ga nekako zelo zaznamuje. Arkadij je sicer v središču romana, Arkadij Dolgoruki, ampak ni edina vodilna oseba. Vse sicer stavi na to, da bi dosegel denar, družbeno moč in skratka neko osebno avtonomijo, svobodo. Na drugi strani je pa pomembna romaneskna oseba tudi predstavnik starejše generacije, rodu očetov, ruski plemič, emigrant, ki je pa poln idej evropejstva, bogoiskateljstva in nihilizma. Kar je zelo zanimivo, da obe generaciji Dostojevski v romanu prikaže v delovanju. Kako si nekako to videla kot neko svojevrstno novost? Ja, Dostojevski je imel namen napisati roman, ki bo glavni junak in prvoosebni pripovednik samo Arkadij. To bo glavna linija, tak je bil načrt načeloma. Se pravi, človeka iz naključne družine. Arkadij se rodi, on je nezakonski sin, pač tega plemiča in neke pač Sofije, ženske. In seveda ta plemič tega otroka noče s sabo, se ne poroči s to žensko, ta ženska se poroči z nekim kmečkim pač tem romarjem, skratka tudi ne s plemičem, in tega otroka dajo v nek napol pensionat, pač nekam za vzgajanje. In ta človek je odraščal sam. In on govori, da ima svojo idejo in da ta ideja se je rodila v zakotju, v kotu neke samote in nekega mladostniškega sanjaštva. To je ta ideja, da on bi rad postal Rothschild. Potem ne Rothschild, ne zato, da bi imel denar zaradi denarja, ampak zaradi občutka moči, ki mu potem daje svobodo. To je njegova ideja, ki se je rodila iz teh pač v neki samoti, v nekem nestiku z realnostjo. Druga ideja pa je, da bi rad spoznal svojega biološkega očeta. In te dve poti se v romanu gresta nekako vzporedno in na koncu ta ideja iskanja očeta, spoznavanja očeta izpodrine nekako pomaga k razpletu te ideje, tega spreminjanja sveta, tega Rothschildovstva in tako naprej. Versilov, njegov oče,
Je pa predstavnik ruskega evropejstva, ruski evropejec, to je nek tak termin za označitev tega višjega sloja, višjega kulturnega tipa, ki je izkoreninjen, ki si želi verovati, želi si vere, ampak ne more verovati. Recimo Versilov je potoval po Evropi, dal si verige na noge, menda ne bi šel še celo v katolištvo prestopil, skratka delal ne vem kakšne stvari za tega, da bi veroval, ampak ne more, ne zmore, ne. In Dostojevskega, in ta tip je seveda v romanu prevzame zelo velik, postane tako rekoč protagonist, ne, skoraj zasenči Arkadija, zato ker je Dostojevskega ta tema Rusije in Evrope neskončno zanimala, ne. No, se to, kako pomembna se ti zdi tukaj, glede na to, da je ob tej neki osnovni liniji še vrsto drugih zelo pomembnih tem, ki se vse skozi odpirajo, in ena praktično ključna je ta odnos med Rusijo in Evropo. Ja, to moram tudi vedeti, da Mladenič je izhajal leta 1975, potem je pa Dostojevski začel pisati svoj dnevnik pisatelja, kjer je pa na bolj monološki način, pač v svojem imenu, ne več romaneskih junakov, pač se izrekal o Rusiji in Evropi. Nekaj to takrat pač živo, akutno ga je zanimala ta tema. Nekateri tudi, recimo, ko iščejo prototipe Versilova, omenjajo recimo Fjodorja Tjutčeva, to je bil ruski pesnik in diplomat. On je veliko časa preživel na Zahodu kot ruski diplomat in je imel tudi ta problem. Prav pesme je napisal v smislu Naš vek, ena pesem, kjer govori o tem, da si želi vere, pa ne more verovati, ta nezmožnost verovanja. Razlika je predvsem v tem, da je Tjutčev, on si je domišljal imperij kot neko ekonomsko moč, recimo ruski imperij, on je govoril tudi o evropskem imperiju, Dostojevski je pa videl bistvo imperijev v religioznosti, v religioznem elementu, ne? In zato, ne samo zato, ampak zato imamo tudi v romanu recimo ta lik Romarja, ki je pa Arkadijev uradni oče, ne? In postane dejansko v nekem smislu njegov mentor v tem, v razvijanju druge vizije sveta, mogoče bo tudi še o tem kaj rekli, skratka, kot nek prototip, kot neko nasprotje Versilova, ne? Je pa zanimivo, da je Arkadij kljub zaprtosti vase, ki je sicer značilna za junake Dostojevskega, tudi precej obrnjen navzven. Ja, junaki Dostojevskega so večinoma zaprti vase, to je to sanjaštvo. To je to, ko so junaki potopljeni v vsak svoj sanjaški svet, kjer vse štima, kjer jim je vse jasno, kaj si želijo in kako morajo stvari potekati, ne. Potem se pa vsi obrnejo navzven, recimo tipičen primer je Razkolnikova, ko se on obrne v svet, da bo v dejanju svojo idejo gre ubiti Starko, ne. To je ta problem tega sanjaštva, ne. Dostojevski je vedno govoril, vizija, sanjaštvo ni samo negativen moment v življenju človeka. Sanjaštvo, če se človek hoče razviti v neko polno, odgovorno, integralno osebnost, mora dati čez to obdobje sanjaštva, ampak ga mora preseči. Presega pa ga v stiku z realnostjo, v tem, da požene korenine, ne. Se pravi, razvijamo lahko in smo protagonisti, spreminjamo svet, če smo zakoreninjeni, če poznamo dobro svojo identiteto in tako naprej, ne. In te njegovi junaki so pa vsi so brez mentorjev, tudi Razkolnikov recimo, to je zanimiv motiv, ko on zastavi tam pri tej oderuhinji očetovo uro, očeta nima več, vse, kar ima stavlja, da je ura kot neka obvladovanje časa, časa in sveta, struktura časa in sveta in je očetova in on to zastavi recimo. Takrat na ta način v bistvu je to simbolno, se odreče svoji volji in svojemu mentorstvu, ne, in takrat gre na to pot pač tega ubijanja in to. No in pač pri Arkadiju je to zelo podobno, ne, Versilov on odpove v tej vlogi mentorstva in to mentorstvo na nek način opravi ta njegov uradni oče, biološki oče, Versilov odpove, pač Romar pa opravi nekako nehote to vlogo. No in omenili sva pravkar Versilova, ki je glavni fabulativni nasprotnik, ta njegov biološki oče, človek z neko čudno in nejasno preteklostjo, ki jo Arkadij namerava razvozlati. Precej zanimiv lik, kateri je pa morda tebe kot prevajalko najbolj pritegnil, ker to nekako različni liki ljudi v različnih obdobjih tudi drugače nagovorijo. Ja, seveda Versilov, skoraj zagotovo Versilov. Ta tip je Dostojevskega obsedal že veliko časa, recimo eden glavnih najbolj versilovskih junakov je recimo Stavrogin v Besih. To Dostojevski je temu rekel podtalni tip ali pa hišnik, to je, kako bi se temu rekel, ja, podtalni tip, ki je zmožen neverjetnega nihilizma ali pa razvrata, poleg tega je neverjetno očarljiv, neverjetno lep,
in privlačen kot nek magnet, kot je Stavrogin, je tudi Vrsilov privlačen za svet. Vse se vrti okrog njega, vse zna prepričati, vsi so napol zaljubljeni na nek neverjeten način, vsi bi radi razvozlali njegovo uganko, ampak Vrsilov je še sam ne pozna, še sam je ni sposoben razvozlati. Prej si omenjala, da je Dostojevski želel ta roman nasloviti Kaos. Kakšna je zgodba? Zgodba je taka, sem jo že po drobcih omenila, da gre za razpad starega sveta. Ja, ampak skratka tega naslova. Pravzaprav ne vem. Je bil to nek začetni impuls, glede na to, da je pač roman dogodkovno zelo nasičen, skratka z neko razdrobljeno intrigo, ki tudi sama precej omenjaš v spremni besedi. Jaz mislim, da ohranjeni sta 2 knjigi pripravljalnega gradiva k romanu Mladenič. To je v bistvu največ ohranjenega je prav v zvezi z romanom Mladenič in tam se vidi recimo neka ta geneza in ta naslov Bispariadek, se pravi kaos oziroma nered je vezan prav na to idejno plat, se pravi sesutje sistema, tekoča dejanskost, nič ni jasnega, nič ni opremljivega, ampak naslov se je potem umaknil naslovom Mladenič, se pravi glavnega junaka, ta kaos je pa ostal v tej strukturi in tudi v jezikovnih plasteh, recimo Arkadij piše to v prvi osebi, ampak večkrat poudarja, jaz, ki pišem, nisem več isti jaz, ki sem bil, ko se je to dogajalo. Jaz sem sebe že preobrazil, ampak hočem pa pisati na način, kakršen sem bil takrat. In te dve zavesti, starega Arkadija in novega, na nek način prerojenega, se tudi v jezik nekako udirata in to je recimo z prevajalskega vidika elementov, doskrat se imela težave s tem, no. Kjer Arkadij zdaj govori, recimo, a moram strukturo mogoče malo polepšati ali ne, ker vemo tudi, da je Dostojevski vedno pisal v časovni naglici, vedno, in da ni ne vem koliko lahko vpilil v svoje romane. Je pa zanimiv, da potem, ko so to izhajali v tej reviji, ne, da potem, ko jih je objavil v knjižni obliki, jih ni popravljal in izboljševal. Ne. Tako da očitno je bil zadovoljen s tem, kar je ratal. No, omenjala si, da si imela določene težave tudi pri prevajanju. Jasno, gre za veliko delo, ampak slovenski prevod romana je pred leti izšel tudi že v zbirki 100 romanov, v tej kultni zbirki, prevedel ga je Janko Moder. Pa me zanima, koliko si morda, kakšen način dela imaš, ali veliko primerjaš že med prevajanjem, ali šele, ko je zadeva že narejena, ali zgolj ob določenih dilemah prevajalskih, kako se lotevaš? Ja, najprej bi samo omenila, da to prevajanje klasike ni... To ne pomeni, da so prevodi stari, slabi ali pa absolutno zastareli, sploh ne. Recimo, je pa dobrodošlo, da se pokažejo v novi obliki. Absolutno. Ja, jaz imam ta način dela, da najprej prevedem sama iz izvirnika, potem pa pri drugem branju, kjer imam označeno z rdečo ali pa za vprašaj ali pa skratka s kakršnimi koli komentarji, da to pogledam v tem primeru v starem prevodu, recimo, če bom dobila kakšno dobro idejo. Težko je recimo vzeti samo en stavek ali pa eno frazo, zaradi tega, ker tista fraza je vpeta v tisti starejši jezik in zato pravzaprav se ne moreš sposoditi sam nečesa in prenesti. Lahko pa ti ponudi kakšen namig, recimo pri drugačnem razumevanju ali pa kakšen sinonim. Vedno pa delam tudi še z drugimi prevodi, recimo iz jezika. Omenjala si poljščino. Ja, recimo s poljskimi prevodi delam, ko so zelo dobri, moram reči, da so zelo dobri, z angleškimi, ki so dostikrat slabši recimo od poljskih. Včasih tudi s španskimi delam. Kjer pač tam živim. Takrat je v 100 romanih spremno besedo napisal Anton Cvirk in je takole zaokrožil. Po zamisli, ustroju, kompozicijskih sestavinah, zlasti pa še po ideji in odnosu do sveta, je Mladenič nekaj docela svojega. In dodal, v zgodovini evropskega romana mu gre posebno mesto. Kako to kot prevajalka komentiraš? Ja, zanimivo, kaj je Cvirk pod tem mislil. Vsekakor Dostojevski je razmišljal o kompoziciji svojih romanov, predvsem zato, ker je vedno govoril o nekem kaosu in v novem človeku, podtalnem tipu, ki ga še ni bilo in tako naprej, in o tej tekoči dejanskosti, kako to ubesediti pravzaprav. On je rekel, nič ni bolj fantastičnega kot resničnost. Ne? Fikcija ne presega resničnosti. Ne? Na ta način. Posebno mesto se mi zdi, da je prav zato Mladenič, ker je to prvoosebni roman, ker je kompozicijsko, kot sem rekla, se sloji star Arkadij, novi Arkadij, pač
preobražen na nek način. In hkrati mogoče malo prelomi z okusom svoje dobe takrat. Ja, absolutno. Recimo Dostojevski je rekel, da mu je to eden najljubših njegovih romanov, Mladenič. Da nima nobenih kakšnih recimo, občutka fiaska ali kaj podobnega. Je pa tudi zato poseben, kot sem že omenila na začetku, ker odpira vse te teme, ki se bojo v Bratih Karamazovih še bolj razvile, recimo to naključna družina, odnosi v družini, odnosi moških do žensk, odnosi moških do žensk, recimo v Mladeniču dostikrat lahko simbolno interpretiramo kot odnos višjega kulturnega sloja v Rusiji, kulturnega tipa, aristokracije do Rusije in do vere, recimo do pravoslavja in tako naprej. Ne vemo, da Versilov okleva med dvema ženskama, ne more se odločiti, tava od ene do druge, isto je z njegovo vero, Rusijo in Evropo, sem in tja, verujem, ne verujem in tako naprej. Poleg tega so pa tudi, kot sem že omenila, vse te politične teme Rusija in Evropa, ki jih bo potem v Dnevniku pisatla še pač bolj jasno in bolj odločno razvijal. Jeseni bo minilo 200 let od rojstva Dostojevskega, rodil se je leta 1821. Zakaj je vredno Mladeniča recimo prav zdaj ponovno prebirati, recimo v tem času nove dobe? Nove dobe. Prav zato se mi zdi, da je pomembno, ker kaže na kaos, ko je odšel nek star sistem, čeprav se mogoče sploh še ne zavedamo, tako kot se tudi sodobniki od Dostojevskega niso dobro zavedali, da je sistema te patriarhalne idile konec, ne? In nove smernice, nove strukture se pa še niso vzpostavile, ne? In v tem času se dogajajo neverjetne stvari, pojavljajo se novi tipi, ponavljajo se nove ideje, ponavljajo se nove misli, nove konstelacije, tudi geopolitične in tako naprej. Poleg tega je pa vedno človek zaenkrat, če ostaja človek in mladi ljudje, pač vsi ljudje morajo narediti neko preobrazbo iz neke sanjaške, otroške, idealistične dobe v obdobja v neko zrelo integralno osebnost. To še vedno je cilj, se mi zdi, in staršev in vsakega posameznika posebej, človeka posebej, ne? In hkrati zelo veliko je pripadnikov naključnih družin brez mentorjev, tako da še en motiv vreden, ja. Da knjigo vzamemo v roke. Absolutno. In Dostojevski je bil zelo napreden, recimo, ne? On ni rekel, ne sme biti ločitev, pa tako naprej, ne? On je rekel, mentore lahko najdemo tudi kje drugje, ne? Gre za duhovno mentorstvo, ne? No, naj bo to zadnja beseda. Urša Zabukovec, hvala za pogovor. Hvala za povabilo. Beletrina v živo.